Žalostinke so besedilo, ki sem ga začel pisati v zadnjem letniku akademije, potem sem s pisanjem nadaljeval na delavnicah dramskega pisanja Vzkrik, zaključil pa sem ga oziroma pripeljal do te točke, kot je danes predstavljeno na odru, v sodelovanju z Janom Krmeljem in Petro Pogorevc v okviru rezidence MGL. Kot že sam naslov napove, z besedilom tematiziram oziroma v besedilu tematiziram žalost, vendar žalost v nekem družbenem kontekstu, se pravi, ne ukvarjamo se samo z žalostjo posameznika za štirimi stenami, ampak v bistvu ravno z tem nekim mojim opažanjem, da žalost v javnem prostoru danes nima svojega mesta. Skratka, žalost je nekaj, za kar se kot družba ne čutimo odgovorna, za žalost posameznika, za žalost neke skupine, se kot družba pogosto ne čutimo odgovornega, ampak v bistvu reševanje te žalosti prepustimo posamezniku, bodisi za štirimi stenami, bodisi na terapiji, bodisi z priročniki za samopomoč. Skratka, to a priori zanikamo to neko povezavo med družbenim in žalostjo. In ravno ta redukcija žalosti na polje osebnega pa onemogoča nek transformativni potencial čustva žalosti znotraj družbenega organizma. Zato sem v drami absurd te neke logike fake it till you make it prignal do skrajnosti, do neke družbene apokalipse. V Žalostinkah sem zbral nabor likov, nesrečnih likov, ki imajo pred očmi konec sveta, obenem se ga pa na vse pretege, na vsak način oklepajo, ker ne morejo in ne upajo izraziti svojega nestrinjanja s situacijo, v kateri so. Razlog, zaradi katerega ne izražajo, in tudi se mi zdi, da v današnjem svetu ne izražamo svoje žalosti javno, pa je strah, da bi to žalost družba razumela kot nek oseben neuspeh. Se pravi, s tem, ko izrazim žalost, pokažem svojo šibkost, pokažem, da v bistvu nisem kos tej družbi in da nisem kompetenten sodržavljan, sestavni del skupnosti. In dokler liki odlašajo in se v tem svojem nezadovoljstvu počutijo vse bolj sami in nemočni, so ta vrata za spremembo, za neko družbeno spremembo, ki bi vplivala tudi na to osebno čustvo, se vse bolj zapirajo. Torej, v Žalostinkah gre za neko apologijo javnemu izražanju žalosti, za katero se zdi, da navkljub ali pa ravno zaradi tega nekega vsesplošnega izrinjanja iz javnega diskurza v sebi nosi nekaj subverzivnega.